Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci. December, čas ob koncu leta, je povezan z novimi upi. Vse se začne znova, je čas sprememb, čas, ko se odločimo, da bomo nekaj naredili zase in za naše bližnje. Pomen vsega božično-novoletnega časa je prav v njegovi simboliki, prelomu s preteklostjo in prihodu v nejasno prihodnost, ki v ljudeh zbujala in še vedno vzbuja strahove, upe, pričakovanja in hrepenenja. V tem času se pregledujejo pretekle dejanja. Pretehtajo se pretekle odločitve in se z upanjem zre v prihodnost. Vse je povezano s časom. Med nami pozdravljam Darka Slovenca. Darko Slovenc se je konec prejšnjega tisočletja znašel v prelomnem obdobju svojega življenja, se prvič srečal z zapuščino ljudstva Majev ter jih začel spremljati in spoznavati v njihovem zgodovinskem okviru. Spregovoril bo torej o Majih, koledarju in letu 2012. Aktualno vprašanje te dni se majevski kalendar 21. decembra, torej jutri, zares konča. Predavanje prirejamo v sklopu projekta Center vseživljenjskega učenja, ki je v celoti financiran strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Evropske unije in Evropskega socialnega sklada. Za potrebe projekta vas prosim še za vpis v listo prisotnosti. Beseda je zdaj vaša. Hvala. No, tudi jaz vas lepo pozdravljam v svojem imenu. Par besed vsem moram na začetku povedati o sebi, da veste, s kom imate vi opravka. Drugače bomo imeli pa danes opraviti s časom in seveda z skrivnostnim ljudstvom Majev, ki so pravzaprav v tem zadnjem obdobju prišli na plano in v vsej svoji veličini zasijali, ampak hkrati so nam postavili mnogo vprašanj, na katere pravzaprav nimamo celovitih odgovorov, dajo nam pa novo razumevanje tega obdobja in časa kot nasplošno. Zdaj, če v sebi malo spregovorim, po izobrazbi sem univerzitetni organizator dela, računalniške smeri, kar je že Maja omenila, sem pač do leta 2001 delal v večji slovenski firmi kot vodja razvoja programske opreme. Potem so se pač določene okoliščine, življenjske okoliščine zgodile in nekako je bil to prelomni trenutek, da sem se v življenju na nek način nekaj ukvarjati z svetom in reševanje sveta in sem se pravzaprav začel ukvarjati sam seboj, torej za svojim obstojem in v skladu s tem sem pač začel raziskati določene stvari, od psihoterapije, potem razne tehnike zdravljenja, tako da se zdaj ukvarjam tudi z afriškim šamanizmom in to so različna znanja, filozofije, ki jih na nek način združujem v svojem predavanju. Torej, tudi Maji so na nek način neka posebna filozofija življenja in kako boste videli, se oglavno se ukvarjati s časom in danes lahko rečemo, da so nekaki galaktični inženjeri časa, ker z razumevanjem, ki ga imamo danes, nekako težko spremljamo, da je neko ljudstvo pred tisočletami več imelo tako pogled v astronomska dogajanja, v svet matematike, kozmologije, brez teh občutljivih aparatov, ki jih imamo danes, prav naredili najnatančnejši koledar, kar jih je človeštvo naredilo na Zemlji. Kar lahko na začetku rečemo je, da za orientacijo v času in prostoru pravzaprav izkoriščamo svoja čutila. Torej, v prvi vrsti so to neki impulzi, ki jih to se pravi, naše občutke in čutila pošiljamo našemu umu, tam se predelajo in organizirajo. In tam nastaja neka posebna reč, ki ji rečemo misel in za katero lahko rečemo, da ne pripada več tretji dimenziji prostora. Torej, kolektivni in individualni čas sta pravzaprav med seboj prepletena in so odvisna, nekako ne moremo ločevati, ampak bistveno je, da znamo mi živeti v skladu z ritmom svojega časa.
mesece, kjer je 31 dni, pa 30 in potem je še famozni februar, ki je 28 dnevni in vsake 4 leta dodamo še en dan, torej 29 dni. Hkrati imamo, recimo, januar je po bogu Janusu, marcu recimo po Marsu, ampak če pogledamo september, september je septa, torej da bi bil na 7. mestu, oktober, okta, november, 9, torej te meseci so zamaknjeni, ker sta dva velika rimska cesarja, pač hotela imeti svoja meseca in tako je bilo Rimljan, Julij in Avgust. Tako so se te mali za svojim plenom nekako širili po Severni Ameriki, so se nekje 5000 let pred našim štetjem ustalili na visokomehiški ravni, torej to je to področje današnjega Mexico Cityja, in potem so poselili še celotno Južno Ameriko praktično do ognjene zemlje. Tisto, kar je mogoče za nas v tem trenutku bistveno, da si ogledamo, kje so ta glavna nahajališča, recimo El Mirador je iz prvega predklasičnega obdobja. Ta raziskovanja potekajo v današnjem času, odkrili so čudovite stavbe, recimo odkrili so največjo piramido, ki je visoka 70 metrov in po zadnjih raziskovanjih tudi čudovite ornamente, ampak hkrati so nekako znanstveniki se strinjajo, da so Maji pravzaprav celo pretiravali to svojo željo po novostih, ki so v skladu z ciklusi, bomo potem videli, in da na nek način je prišlo tudi že takrat do ekonomskega zloma. Mogoče za razumevanje časa je za nas zelo pomembno, da Maji so seveda imeli bogate knjižnice. Torej, imeli so svojo pisavo in to je bila fonetska pisava, torej pisava, s katero si lahko se izrazil in zapisal. Tudi čustva in tako naprej. In imeli so svoj številski sistem. Torej, te knjižnice so bile v svetiščih in danes so hranjeni samo 3 kodeksi, ki se imenujejo po mestih, po muzejih v mestih, v katerem so shranjeni. To so najvažnejši Dresdenski, potem je še Pariški in Madridski kodeks. To odkrivanje Majev oziroma ta spuščina je spala v tem pragozdu Jukatana nekako do sredine 19. stoletja. Sicer so nekaj že odkrili v 18. koncu 18. stoletja, ampak tisto res pravo odkrivanje Majev novodobno se je začelo sredi 19. stoletja. En tak pionir raziskovanja je bil ameriški newyorški odvetnik Lloyd Stevens in ta je seboj izvzel slikarja Catherwooda. In potem si to dejansko lahko razlagamo kot prenos informacij skozi časopise. In sredi 19. stoletja so odkrili čudovito mesto Palenk, mesto Kač, se je reklo, torej tole je glavna palača guvernerjeva, to je bila čudovita palača, znotraj tega objekta so bila celo parne kopeli in pa stranišča, torej so dejansko je bila civilizacija na visokem nivoju. In pa tale piramida je za nas izredno pomembna, to je svetišče hram napisal v Palenku. Torej, Maji so nekako verjeli, da se vsako obdobje 5125 let zaključi z neko katastrofo. In hkrati moramo reči, da se tudi 21. torej jutri zaključuje 5. obdobje, 5125 let. In dejstvo, da se ne zaključuje samo 5. obdobje, se pravi 26.000 let, ampak tudi 4. obdobje 26.000 let, kar pomeni 104.000 let. Torej, po Maji se zdaj zaključujejo neki veliki ciklusi. In majevsko življenje, ali pa steško življenje je bilo takšno, da kadarkoli se nekaj zaključil, takrat je bilo treba nekaj darovati, da je naslednji dan sonce spet ušlo. Če razumemo ta njihov princip in se vrnemo v tisti čas, potem bomo mogoče razumeli življenje Majev. Drugače pa to z naše perspektive zelo težko razumeti. Zdaj, če pogledamo zasnovo svetega koledarja Majev ali Colkina, potem lahko rečemo, da je teh 20
dni, ne, oziroma energij dneva, od, smo rekli, od Imiša, od Zmaja, ne, do Sonca, je kombinirano z 13 števili, od 1 do 13. In kombinacija 20 dni z števili od 1 do 13 nam da takole matriko, 260 energij. In jutri bo 13 kartunov, nič kartunov, nič tunov, nič vinalov in nič kinov. In to je 21. decembra 2012. Zaključek 5. obdobja 5125 let in 22. decembra ne bo nič drugega kot 13, nič, 1. Torej prvi dan v novem obdobju. V ta simbolizem Majev, pravzaprav tisto, kar nam prvo pade v oči, je cikličnost. Vse je ciklično. Vse ima svoj začetek in ima svoj konec. Lahko rečemo, da je tudi življenje ciklično. Gremo v rojstvo, življenje in jasno, vsako življenje se neha, se smrtno. Torej, če bi zdaj rečemo, da je bistvo življenja pravzaprav v poznavanju rojstva in smrti, potem lahko zlahka živimo. Drugače bomo vedno bolj smrtni. Če smo stabilni v življenju, potem bomo to svojo moč, ki jo imamo, kajti vsi smo na nek način unikatni z svojimi lastnostmi, svojimi sposobnostmi, lahko preko moči modrosti pravzaprav izgrajujemo pozitivne stvari, kot so radost, ljubezen, sprejemanje različnosti, kar je izjemno pomembno v današnjem svetu. Če bi samo to usvojili, sigurno ne bilo vojen, ne? In seveda čustveno ravnotežje. Drug nivo moči pa je seveda destrukcija ali zloraba. In pravzaprav je vprašanje, ne, ki se meni poraja, meni osebno, ali je človek v tem zadnjem stoletju prišel do take moči, da lahko pravzaprav uniči samega sebe. Torej, ali nas to obdobje opozarja na to, da ne rabimo, ne vem, nobene katastrofe, nobenega kometa in tako naprej. Da naš um nori izven tega, kar smo, ampak da se ukvarjamo z našimi bistvenimi vprašanji. Torej, kako bomo poskrbeli za naravo, da bomo v skladu z njo in tako naprej. Torej, naš sovražnik, če zdaj primerjam, recimo človek, ne, recimo po afriški filozofiji nikoli ne omenjamo svojih sovražnikov, iz enega samega razloga, ker smo lahko sami sebi največji sovražnik. Ali bomo znali pravzaprav kot človeštvo najti ravnotežje in se bomo znali samo omejiti, da tako rečem. Najti samo kontrolo, da pravzaprav naš um ne bo odorel v tisto negativno pozicijo zlorabe moči. To je pravzaprav tisto bistveno vprašanje današnjega časa in mogoče je vstop v novo obdobje 13 baktunov ravno pravzaprav nek nov začetek drugačnega razmišljanja in seveda bo ta začetek spet počasen, ne? Potem bo nastopila eskalacija, torej bo tako kot zdaj. Torej govorimo o zavesti, ne? Zdaj mistiki ali pa okultisti bi rekli, da na Zemljo prihaja nova zavest. Ne? Jaz pravim, da ne, zavest je tukaj. Lahko pa prihaja novo zavedanje. Ker za vse znanje, ki ga imamo, dejansko lahko na nek način neutraliziramo tele naše leve, bi rekli afričani, oziroma tiste naše temne plati vsake osebnosti in vsi vemo, da smo vsi sestavljeni tako. Vsi imamo svoje pluse in imamo svoje minuse. In vsak dan delamo na tem, da bi svoj minus, ki je tudi moja moč, transformiral v svoj plus. Zaključili z čudovitim pozdravom Majev in Lakeš, ki pomeni jaz sem drugi ti. Torej, tukaj krati vidimo, da obstaja eno in drugo, ampak pravzaprav smo eno in isto. Vsi iščemo v življenju enako, vsi iščemo ljubezen, bogatstvo in tako naprej. Torej, gre za to, da je pravzaprav cela filozofija, ki je povezana s tem pozdravom, na nek način govori o tem medsebojnem sodelovanju, o prepletenosti, o dobrosrčnosti, o potrpežljivosti in toleranciji. Torej, gre za to, da smo vsi del iste mreže. To je enako, recimo, če nekdo reče, da bo, ne vem, planet Nobiru zadev Zemljo, ne, jutri, ne, torej bo prišel iz nič, ne,
potem pravzaprav govorimo o tem, da obstaja nekaj, kar se sploh ne zavedamo. Ali nas pa nekdo hoče prestrašiti, da obstaja. Mi se pa odločimo, je to res ali ni. Torej, ne glede na to, jaz danes rečem, jutri bo konec sveta, ali rečem, jutri ne bo konec sveta. Pravzaprav ni resnice. Ker enostavno je resnica doma tukaj. Osebna resnica, ki jo percepiramo v svojem umu. Torej, dejansko nas malo učijo, da ne bo konca sveta, ne? Ampak če se nekdo odloči, da jutri konec sveta, lahko praktično nabira zaloge in tako naprej.